Ali veste, kateri je najlepši planet v Osončju? To je Zemlja, seveda. Oglejmo si nekaj zanimivosti o našem planetu. Zemlja je planet. Je po oddaljenosti tretji planet od Sonca. Izmed 4 kamnitih planetov našega Osončja je največja in jim je po notranji sestavi zelo podobna. Njene edinstvene lastnosti so s tekočo vodo bogato površje, ozračje z obilico kisika in prisotnost velikega števila živih bitij. Površje Zemlje se nenehoma spreminja zaradi tektonike in erozije. Tako kot vsi planeti se tudi Zemlja vrti okrog svoje lastne osi. Za en obrat potrebuje približno 24 ur. To je tudi dolžina dneva. Planet Zemlja se vrti od zahoda proti vzhodu. Najlažje si zapomnite, da se Zemlja vrti tako, kot da bi Amerika lovila Evropo. Ker se Zemlja nenehoma vrti okoli svoje osi, je posledica tega nastanek dneva in noči. Območja našega planeta, ki so obrnjena k Soncu, imajo dan. Območja planeta, ki so obrnjena stran od Sonca, imajo noč. Na meji med dnevom in nočjo pa imamo območje mraka. Kaj sploh je mrak? Večerni mrak in jutranja zarja je čas prehoda dneva v noč ali noči v dan. To je čas polteme po zaidu Sonca, kar je večerni mrak ali na kratko mrak. Času polteme pred sončevim vzidom pa je jutranji mrak ali zora. Oba povzroča razpršena Sončeva svetloba, ki se odbija na zgornjih plasteh ozračja. Brez ozračja ne bi bilo mraka ali zore, kakor je ni na primer na Luni. Naš planet se giblje po skorajda krožni poti ali orbiti okoli Sonca. Za obhod okoli naše zvezde Zemlja potrebuje 365 dni in približno 6 ur. Zaradi tega imamo na vsaka 4 leta eno prestopno leto s 366 dnevi. Kaj mislite, ali naša Zemlja potuje okoli Sonca hitro ali počasi? Če verjamete ali ne, Zemlja potuje okoli Sonca zelo hitro. Izgovorite besedo 21. Za izgovorjavo besede 21 potrebujemo 1 sekundo. V tej sekundi smo prepotovali 30 km okoli Sonca. V eni uri prepotujemo več kot 100.000 km poti okoli naše matične zvezde. Se pravi, z Zemlje okoli Sonca potujemo s hitrostjo okoli 100.000 km/h. Kar hitro, ali ne? Danes se bomo pogovarjali še o nekaterih drugih zanimivostih. Zakaj imamo 7 dni v tednu? Stari astronomi so pred tisočletji ugotovili, da Sonce in ostale zvezde pridejo na isto točko na nebu vsakih 365 dni. V tem času Zemlja obkroži Sonce in temu pravimo eno leto. Prav tako se v približno enakem času 12-krat ponovijo faze luninih men in zato imamo 12 mesecev v letu. Posamezna lunina mena traja povprečno 7 dni. 7 dni v tednu pa je prav tako spomin na 7 objektov našega neba, ki so jih videvali in preučevali antični astronomi še pred starimi Babilonci. In to so Sonce, Luna in planeti Merkur, Venera, Mars, Jupiter in Saturn. Ta imena so objektom dali Rimljani. Če sedaj v nekaterih tujih jezikih, ki izhajajo iz latinščine, predvsem v italijanskem in angleškem jeziku, srečamo astronomska oziroma planetarna imena za dneve v tednu. Ponedeljek je Monday oziroma Lunedì, se pravi po naše Lunin dan. Torek je Martedì, Marsov dan. Sreda je Mercoledì, Merkurjev dan. Četrtek je Giovedì, Jupiterov dan. Petek je Venerdì, Venerin dan. Soboti pravijo Saturday, Saturnov dan. In nedelja je Sunday, se pravi sončni dan. Kako pa so meseci dobili svoja imena? Imena mesecev večinoma izhajajo iz latinščine, ki so jo uporabljali v starem Rimu. Rimljani so na začetku imeli le 10 mesecev in 61 dni v letu pa je bilo nerazporejenih. Z ureditvijo njihovega koledarja pa so Rimljani uvedli koledar z 12 meseci. Večina mesecev pa ima pomen po zaporedni številki meseca. Januar je poimenovan po rimskem bogu začetka in konca, Janusu. Februar, v tem mesecu so Rimljani imeli februare ali festivale očiščenja. Marec je bil prvi mesec v rimskem koledarju. Poimenovan je bil po bogu vojne Marsu. April izhaja iz besede aprire, to pomeni odpirati. V tem mesecu se odpirajo cvetovi rož.
Maj je bil 3. mesec rimskega koledarja. Ime je dobil po bogini Maji, bogini časti. Junij je bil 4. mesec rimskega koledarja. Dobil je ime po bogini Juno, ženi vrhovnega boga Jupitra in zavetnici mesta Rim. Julij, Quintilis po rimsko. Ime Julij je dobil po mesecu rojstva Julija Cezarja. Avgust, Sextilius po rimsko oziroma 6. mesec, ime je bilo spremenjeno v počastitev cesarja Avgusta. September, ime izhaja iz latinskega imena za 7, septem. Oktober, okto, za rimsko 8, to je bil 8. mesec po rimskem koledarju. November, novem, je 9, se pravi, je bil 9. mesec po rimskem koledarju. December, ime izhaja iz decem, kar je seveda številka 10, in je bil 10. mesec pri Rimljanih. Kdaj smo Soncu najbližje in kdaj smo najdlje? Med letom je Zemlja Soncu včasih bližje in včasih malce dlje. Kdaj je Zemlja najbližje našemu Soncu? Poleti ali pozimi? Zemlja je najbližje Soncu pozimi, okoli 3. januarja. Poleti, okoli 3. julija, je kar 5 milijonov kilometrov dlje od Sonca. Zakaj imamo torej malce zmešane letne čase? Kaj je potem sploh vzrok za letne čase? Vzrok za letne čase je nagnjenost Zemlje. Zemlja je nagnjena in pozimi so naši kraji odmaknjeni od Sonca. Sonce je pozimi zelo nizko na našem nebu in sončevi žarki padajo zelo poševno. Sončevi žarki nimajo toliko energije in pri nas padajo temperature in nastopi zima. Vendar takrat, ko imamo mi zimo, imajo na južni polobli poletje. Avstralci imajo januarja najbolj vroče poletje. Čez 6 mesecev pa je stvar obratna. Naši kraji so bolj nagnjeni k Soncu in Sonce je poleti zelo visoko na našem nebu. Sončevi žarki padajo strmo proti našim krajem in severni polobli, kjer se seveda zaradi tega začnejo dvigovati temperature. Julija, ko imamo mi poletje, pa imajo Avstralci in južna Zemljina polobla zimo. O letnih časih se bomo seveda še malce bolj podrobneje pogovarjali v samem planetariju. Vendar danes je prvi zimski dan. V naših koledarjih smo v tisočletjih opazovanj našega neba in gibanja Sonca na nebu leto razdelili v dneve in mesece. Kako pa smo določili, kdaj se začnejo pomlad, poletje, jesen in zima? Zakaj se pomlad začne 21. marca in jesen 23. septembra? Ljudstva so spoznala, da vsako leto okoli 21. marca je na Zemlji dan, ko sta dolžina dneva in noči enaka. To se zgodi, ko je Sonce na nebu natančno nad ekvatorjem. To se zgodi dvakrat letno in sicer okoli 21. marca in okoli 23. septembra, ko se na severni polobli začne pomlad oziroma jesen. Na južni polobli pa je to ravno obratno. Temu dogodku pravimo enakonočje ali ekvinokci. Poznamo pomladansko in jesensko enakonočje. Zakaj se poletje začne 21. junija in zima 21. decembra? Okoli 21. junija se zgodi tako imenovani poletni sončev obrat. Takrat je Sonce na severni polobli na najvišji točki na nebu. V praksi je takrat na severni polobli, se pravi pri nas, najdaljši dan in najkrajša noč. Okoli 21. decembra pa smo priča zimskemu solsticiju ali zimskemu sončevemu obratu. In takrat je pri nas najdaljša noč. Se pravi, prvega zimskega dne, 21. decembra, imamo najkrajši dan v letu in najdaljšo noč v letu. Pred tisočletji so nekatera ljudstva začela praznovati nastop novega leta v času današnjega 21. decembra. Po tem dnevu so opazili, da se dnevi začnejo daljšati in noči krajšati. Daljši dnevi so takratnim ljudem dajali tudi novo upanje.